Naslov cikla smo zadnjič skupaj izbrali, ne vem, maja ali junija je bilo to, mislim, da je bil to vaš predlog, gospod, a ne? Ampak ni svoj. Je ona in on. Je osvojenje cikla ona in on. In prvi par, ker sem jaz razumela, pa nič drugega več ne razumem pri tem predavanju, da boste zdaj Jezus Kristus in Marija Magdalena. To je vse, kar vem, no? Tako da bi jaz takoj predavatelju, doktorju Ruterju, predala besedo, ki ga zelo lepo pozdravljam. In zelo smo veseli, da je zopet med nami. Hvala lepa. Lahko domnevam, da je gospod, ko je predlagal naslov tega ciklusa, mislil na njega, moškega, na primer, in njo, žensko, pa tudi na to, kar imata lahko med seboj. Če pravilno domnevam, potem sem dobro razumel predlog in bom govoril o tem. Preden pa začnem govoriti o tem, bi rad povedal, o čem ne bom govoril. Ne bom govoril o Lacanovi shemi moške in ženske seksuacije. Ne bom govoril o slavnem Freudovem vprašanju, kaj želi ženska. Ne bom govoril o stereotipih, ki jih je veliko, stereotipih o moški naravi, ženski naravi in podobno. Zlasti pa ne bom govoril o tem, o čemer je veliko povedal Dan Brown in postal, če že ne slaven, pa vsaj razvpit, gotovo pa tudi bogat. Zaradi tega, o čemer je razpravljal, ko je govoril o tem, kar naj bi imela med seboj Marija Magdalena in Jezus Kristus. O tem torej ne bom govoril. Če se peljete po Dolenjski cesti, boste naleteli na velikanski plakat, na katerem je citat iz prvega Pavlovega pisma Korinčanom. Na tem plakatu piše: največja je ljubezen. Spodaj še nekaj enačba, ampak ta me zdaj ne zanima. Zanima me ta citat iz pisma, kajti vsak človek, ki zna slovensko, in tukaj vsi znamo slovensko, se najprej vpraša, ko zagleda ta napis, o čem govori, oziroma kaj pomeni, če nekdo reče največja je ljubezen. Vpraša se namreč največja od česa, izmed česa. Če rečem, Tone je največji, to ne pomeni kaj dosti, ker moram povedati, od koga je večji ali čem je večji, kaj podobno. Skratka, en bit informacije preprosto manjka, če rečem, Tone je največji. Sogovorec ne more natančno razumeti, o čem sploh govorim. Ta citat je zato problematičen. Ta citat, ki ga zasledite na tem plakatu. Če pa se potrudite in pogledate, kaj je zapisal sveti Pavel v prvem pismu Korinčanom, potem dobite dodatne informacije, ki so lahko zelo zanimive in za moje
današnje razmišljanje tudi so zanimive. Sveti Pavel namreč zapiše, za zdaj pa ostajajo vera, upanje in ljubezen, največja od teh pa je ljubezen. Sedaj imamo že boljši okvir za razmišljanje, hkrati pa je vredno dodati še tole, kar je tudi pomembno za današnje razmišljanje. Namreč velikokrat se zgodi, da kdo reče, to piše v Svetem pismu. Med drugim bi lahko tudi rekel ali spregovoril o nečem, kar bi bilo lahko domnevno povezano s današnjo temo, z odnosom med Marijo Magdaleno in Jezusom Kristusom. Tako bo postalo jasno, o čem govorim. Še pred tem pa velja opozoriti na preprosto dejstvo. Sveto pismo je nastajalo v času, ko je večina ljudi nepismenih, kar pomeni, da ne znajo ne brati, ne pisati, in so redki, ki znajo oboje. Poleg tega Sveto pismo, tisti, ki znajo pisati, pišejo v obdobju, ko ni bilo natančnih naprav, ki bi omogočale objektivno kopiranje zapisanega. Kar seveda pomeni, da so pred približno 2000 leti morali napisati tisti, ki so se za to odločili, vsak del Svetega pisma, če so ga hoteli razmnoževati, vedno znova, ker ni bilo fotokopiranih strojev ali drugih naprav, ki bi to opravili namesto piscev. Seveda nam že zdravi razum pove, da je zagotovo pri prepisovanju, pa tudi pri prevajanju v številne jezike, ki so jih takrat ljudje govorili, prišlo do napak. Nihče ni tako popoln, da bi lahko bodisi prepisoval besedilo, ne da bi storil kakšno napako, ali pa da bi jo prevajal, ne da bi se nekaj izgubilo v prevodih. Zato je seveda že čisto na začetku zelo sumljivo, če kdo reče, natančno to je bilo zapisano ali pa je zapisano v Svetem pismu, kaj šele, če kdo reče, natanko tako je bilo. Noben del Nove zaveze ni nastal v času, ko je Jezus Kristus živel, da bi naprimer on lahko avtoriziral zapise, ali je res rekel to, kar tam piše, ali ni rekel. Najstarejši zapisi segajo v čas nekaj desetletij po njegovi smrti, kar pomeni, da je še pred prvim zapisom bilo tako, da so ljudje drug drugemu desetletja dolgo pripovedovali zgodbe, ki so jih slišali od nekoga, ki jih je slišal od nekoga drugega, ki jih je slišal od nekoga tretjega in tako dalje in tako dalje. Zopet nam pamet pravi, da se je v tem načinu pripovedovanja, še preden se je kaj zapisalo, pa spremenilo še veliko več kot kasneje pri kopiranju oziroma prevajanju. Kar seveda pomeni, da je še bolj sumljivo, če kdo reče, natanko tako je bilo, ker piše v Svetem pismu. Zdaj pa k drobni zgodbi, ki je za naše razmišljanje o tem, kar sta imela, kar bi lahko imela
med seboj Jezus Kristus in Marija Magdalena zelo pomembno. Gotovo poznate zgodbo, da je šel Jezus nekega dne s svojimi učenci po poti, po cesti in da se je srečal z skupino ljudi, ki je prišla nasproti, češ da pelje žensko, prostitutko na kamenjanje, ker naj bi bila taka Mojzesova postava. In veste, kako se je zadeva razpletla, da je Jezus modro razrešil situacijo tako, da je pozval tistega, ki je brez greha, naj kar vrže kamen v to žensko. Seveda, ker nihče ni brez greha, so se ljudje preprosto obrnili in šli domov. In verjetno ste že slišali, da naj bi ta ženska bila Marija Magdalena, ker tako piše v Svetem pismu. Res je, da tako piše. Ampak ta zgodba je nastala okoli leta 1000, se pravi približno 1000 let pozneje, in so jo dodali takratni pisci oziroma prepisovalci, ker še vedno ni bilo kopirnih strojev Svetega pisma, ker se jim je očitno to zdelo koristno, na mestu, smiselno in tako dalje. Seveda ta zgodba ni tako nedolžna, kajti v glavnem še vedno velja, da je bila Marija Magdalena prostitutka in da ji je Jezus odpustil oziroma da ji je rekel, naj gre in naj ne greši več. Nobenega empiričnega dokaza ni, da je bila Marija Magdalena prostitutka. Dejstvo, da veliko ljudi verjame, da je bila, pa seveda močno vpliva na njihovo razumevanje ne samo Marije Magdalene, ampak tudi tega, kar sta imela, pa ne bi imela med seboj Jezus Kristus in ona. Ob ali pa k tej zgodbi lahko dodamo ne dve objektivni dejstvi. V luči povedanega je zelo težko trditi, kaj je bilo takrat objektivno dejstvo in kdo ga je res zabeležil objektivno, ampak lahko dodamo dva zapisa iz Svete knjige, ki nam dovoljujeta malo drugačno razmišljanje o odnosih med njo in njim. Dopuščata nam tako zgodbo, kar pomeni, da jaz ne trdim, da je objektivno tako bilo, lahko pa povem zgodbo kot sledi. V času, ko Jezus umira, ko je na križu, piše evangelist, ob križu, oziroma zraven, ni nobenega moškega učenca, nobenega apostola. Tako piše. Piše namreč, da je tam Marija, Jezusova mati, da je tam njena sestra in da je tam Marija Magdalena. Nikjer ne piše, da je tam tudi Peter Simon ali pa še kdo drug. In enako piše, da je prva oseba, ki pride k grobnici, v kateri naj bi bilo Jezusovo truplo, Marija Magdalena. In ko opazi, da je grobnica prazna, da tam ni trupla, ki ga je pričakovala, gre k Petru Simonu oziroma k učencem in jim to pove.
dva izmed njih gresta z njo k odprtemu grobu, se prepričata, da res tam ni Jezusovega telesa in tako piše, odidete domov. Marija Magdalena ostane pred odprtim grobom in joče. Tako piše. Jaz niti slučajno ne trdim, da je tako bilo. Zakaj je ta zapis, oziroma ta dva zapisa lahko pomembna za našo zgodbo? Najprej zato, ker je očitno, da je v času Jezusovega umiranja težko biti ob njem, ob križu in nemočno opazovati umiranje ljubljenega človeka, učitelja, preroka in tako dalje. Gotovo to ni nekaj enostavnega, nekaj lahkega. Pa še nekaj je gotovo, ne glede na to, kaj je kdo o tem zapisal, ker je to logično. Logično je, da je tako umiranje na križu izredno boleče, je dolgotrajno in težko verjamem, da bi kdo želel umreti na tak način. Kar pomeni, da oseba, ki umira na križu, trpi. Nedvomno trpi, kar seveda tudi pomeni, da tisti, ki so zraven, tako ali drugače opazujejo, spremljajo to trpljenje. Spremljati trpljenje drugega človeka ni preprosto, ni enostavno. Za nobenega človeka to ni enostavno. Ni enostavno za tistega, ki trpi, in ni enostavno za tistega, ki je zraven. In iz vsakdanjega življenja vemo, in to je za našo zgodbo zelo pomembno, da se velikokrat znajdemo v situaciji, ko bi se lahko soočili bodisi s trpljenjem drugega človeka ali seveda z lastnim trpljenjem. Drugi nastavek za našo zgodbo, ki neposredno sledi iz obeh zapisov, pa je tale. Ko Marija Magdalena opazi oziroma vidi, da je grobnica prazna, jo to mora šokirati oziroma presenetiti. Pričakuje, da bo v grobnici truplo in ga tam ni. In seveda logično se zastavi vprašanje, zakaj ga tam ni. Trupla ne hodijo po svetu, razen v filmih, in ta film World War Z, če ga še niste gledali, je treba videti. Tam pa trupla hodijo, oziroma zombiji so undead, zombiji so ne mrtvi in hodijo, oziroma v tem filmu ne hodijo, ampak drvijo. V tem filmu so hitri kot strela, ampak film je dober, ker ima dobro idejo. Tiste zombije lahko tudi preskočite, ampak je dober zato, ker ima inteligentno idejo. Zelo dobro idejo, če ste gledali že ta film. Zelo dobro idejo, ki je pač po določenimi pogoji primerljiva z osupljivo zmožnostjo, ki jo danes sicer že prepoznavamo, ampak pred 20 leti, 30 leti je bilo pa bistveno drugače. To je zmožnost virusa HIV, da na izjemno inteligenten način prisili gostitelja
da kopira ne samega sebe, to kot ponovadi to celice delajo, ampak napadalca, se pravi virus. To je nekaj tako inteligentnega, da če bi primer, dali ljudem preprosto nalogo, kako premagati z minimalnimi sredstvi, res minimalnimi. Virus nima niti zalog hrane, da bi se sam preživel, torej on potrebuje gostitelja. Pravi, da bi z minimalnimi sredstvi in na izjemno inteligentni način prisilili sovražnika, da začne kopirati, da se začne podvajati, tako da kopira pravzaprav lastnega sovražnika, je vprašanje, koliko ljudi bi to nalogo rešilo tako inteligentno, kot jo je virus HIV. Ali pa, če rečemo, da jo je narava. To so osupljive zadeve. In v tem filmu imamo opraviti z eno podobno idejo, ki je dobra, iz čisto pragmatičnih vsakdanjih razlogov, če lahko si dovolim ta ekskurs, namreč če živimo v kapitalizmu in dejstvo je, da živimo. Kapitalizem temelji na tekmovalnosti. To je preprosto dejstvo. Ni kapitalizma brez tekmovalnosti. Pa če se nam zdi tekmovalnost zdrava ali ne zdrava ali kakršnakoli že, dejstvo je, da brez tekmovalnosti z drugimi ni kapitalizma. Tekmovati z drugimi pa seveda nujno pomeni uporabo inteligence, kajti če nočemo, da nas drugi premagajo, potem mi hočemo premagati druge. Kako? To je vprašanje, ki se zastavlja kapitalizmu vsak dan. No, če gremo nazaj, torej, Marija se mora vprašati, kaj se je zgodilo s truplom. Kje je in zakaj ga ni tam, kjer ga pričakuje. In na to vprašanje je možno odgovoriti na več načinov. Ampak to nas zdaj še ne zanima. To nas bo zanimalo kasneje. K tema dvema zapisoma, ki potrjujeta, da je v zelo pomembnih oziroma ključnih trenutkih Jezusovega življenja ob njem Marija Magdalena, ni pa nobenega izmed moških učencev, apostolov, tako piše, da je torej samo to zapisano dejstvo, odskočna deska za preprosto vprašanje, zakaj to naredi Marija Magdalena, ne pa kdo od moških učencev. Ali je iz tega mogoče kaj sklepati? Ali je pa to zgolj naključje? Dodajmo k temu neko podobo. Marija Magdalena je pogosto, ne vedno, ampak pogosto, skozi celotni srednji vek upodobljena s knjigo v roki. Nekateri pravijo, da je to njen evangelij in danes ga poznamo, vemo, da res obstaja evangelij po Mariji Magdaleni. Vendar je pogosto upodobljena s knjigo v roki, ki jo bere. Da bi Marija Magdalena brala lastni evangelij, se mi zdi možno sicer, ampak ne vem, zakaj bi človek bral lastne knjige. Knjige so namenjene, da jih drugi berajo. Bolj verjetno je, da Marija Magdalena bere knjige drugih avtorjev. In gotovo umetniki niso upodabljali Marije Magdalene s knjigo v roki kar tako, najbrž so hoteli s tem opozoriti, da prvi ta zna brati, ker kako bereš knjigo, če ne znaš. Če pa je to njen evangelij, da očitno zna tudi pisati. Kar pa je seveda za tiste čase, pred 2000 leti, nekaj osupljivega. Že tako je bilo izjemno malo ljudi, ki so znali brati in pisati, za ženske pa sploh ni bilo predvideno, da bodo znale. Zanje ni bilo predvideno, da se bodo učile, da bodo študirale, da bodo postale intelektualke. Definitivno ne. Če Marija Magdalena to je,
kot bi lahko sklepali po teh upodobitvah. Potem se seveda zastavi še eno zelo produktivno vprašanje. Iz drugih virov, iz zapisov, ki niso uvrščeni v standardni zapis svete knjige, tako imenovanih apokrifnih spisov, na primer, vemo, zopet, ker tako piše, da je Marija Magdalena ne samo eden od učencev Jezusa Kristusa, ampak smemo sklepati celo, da je najljubši učenec Jezusa Kristusa. Dan Brown ni bil zelo daleč od te ideje, ko se je lotil razmisleka, ki ga pripelje do preprostega sklepa. Če sta si bila že tako zelo blizu, da je bila Marija Magdalena najljubši učenec, kaj pa, če sta se kar poročila? Sej je ta korak, tako rekoč, se ponuja sam od sebe. In potem Dan Brown razvije svojo zgodbo, kako naj bi se vse skupaj dogajalo potem, ko se poročita, najbrž odpotujeta v Afriko, rodi se ima hčerka Sara, potem odplujejo na jug Francije in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. To zgodbo poznamo. No, ampak ta zgodba me ne zanima niti najmanj. Ta zgodba se mi zdi trivialna in popolnoma nepomembna za zgodbo, ki jo skušam povedati sam, zgodbo o ljubezni med Jezusom Kristusom in Marijo Magdaleno. Zgodbo o ljubezni, ki jo lahko povemo na podlagi doslej povedanega. Prišli smo do ugotovitve, da je verjetno Marija Magdalena intelektualka, da zna pisati in brati, pa tudi, če ne zna, je učenka. Eden izmed apostolov Jezusa Kristusa. In še preden bi se hotela z njim poročiti, naprimer, se mi lahko vprašamo, česa bi se Marija Magdalena lahko naučila od Jezusa, ali pa česa bi se hotela naučiti. Učenec je po definiciji nekdo, ki se uči od nekoga drugega. Česa bi se lahko v času, v katerem Jezus Kristus dela, kar pač dela, govori ljudem in seveda se ob tem tudi zastavi vprašanje ne samo, česa bi se apostoli lahko naučili od njega, ampak tudi vprašanje, kaj hoče sam Jezus Kristus, zakaj počne to, kar počne. In mogoče ste že naleteli na zgodbo, v kateri se Jezus poroči z Marijo Magdaleno. Lahko ste jo prebrali v Kazancakissovi knjigi o zadnji skušnjavi ali pa v Scorsesejevem filmu Zadnji križni skušnjavi, ki je posnet po Kazancakissovi knjigi. In če spremljamo ali knjigo ali film, ugotovimo, da je morebitna poroka med obema tudi konec Jezusovega poslanstva na tem svetu. Če se poročita, imata otroke, živita svoje življenje do konca, je vsaj en človek zaradi tega zelo prizadet. In to je Juda. Juda je prizadet, to pa zopet piše v Judeževem evangeliju, ki ga imamo na voljo zadnjih nekaj let. V tem evangeliju piše, še enkrat ne trdim, da je tako bilo, zanašam se na to, kar piše, ker tako ali tako nobenega drugega vira nimamo. Nihče od nas ni bil zraven, se pravi, ostane nam samo to, kar piše. Piše,
In meni se zdi to tudi zelo prepričljivo, ne glede na to, a je res ali ne, da sam Jezus Kristus ve, spozna, razume, kaj mora narediti, ne kaj želi. Naprimer, da bi se kot moški poročil z Marijo Magdaleno in imel z njo družino. Medtem je pomemben razloček, kaj želi narediti in kaj mora narediti. Če govorimo o tem, da mora nekaj narediti, govorimo o poslanstvu. In vsak izmed nas lahko o tem razmišlja. V času, v katerem živimo zdaj, v kapitalizmu, kakršen je to vprašanje vnovič zelo aktualno. Ne gre toliko za to, kaj želimo danes. Želimo, da rešimo banke, da si kapitalizem opomore, da nam bo dal še več storitev in blaga oziroma dobrin in tako dalje, in tako dalje. Ampak gre tudi za vprašanje ali pa zlasti za vprašanje, kaj moramo narediti. Ali je res kapitalizem nekaj, kar bi hoteli reševati? Sistem, ki dokazano ni dober za večino ljudi. Zakaj bi reševali nekaj, kar dokazano ni dobro za velikansko večino ljudi? Kdo pri zdravi pameti gre reševati sistem, ki dokazano ni dober za velikansko število ljudi? To je vprašanje, ki je gotovo aktualno, pa tudi dobro. Pred 2 tisočletjema Jezus zopet, kako piše, ob neki priložnosti reče: nisem prišel zato, da bi vas združil, poenotil in tako dalje. Prišel sem, da razdelim, prišel sem z mečem. Tako piše. In če skušamo skupaj misliti to, kar reče Judež Jezusu, ko ga ta nagovori, oziroma mu pove, do kakšnega spoznanja je prišel namreč do spoznanja, da mora umreti. In Juda mu reče, da sicer čisto dobro tega ne razume, zakaj bi se to moralo zgoditi, ne da Jezus to želi, ampak mu reče, da mora tako biti, ampak da mu je pripravljen slediti. To reče Juda, pripravljen mu je slediti. In doda: pripravljen sem ti slediti toliko časa, dokler boš, zdaj ga jaz parafraziram, dokler boš konsistenten sam s seboj. Če pa boš skrenil s poti, ki si jo sam zastavil, za en sam milimeter, te takoj ubijem. In če se Jezus Kristus poroči z Marijo Magdaleno, ima družino, se postara in tako dalje, ga prej ali slej Juda najde, tako Kazancakis in tudi Scorsese, in mu reče, da je izdajalec. Da je izdajalec, ker je skrenil svoje poti. Saj mu je namreč rekel, da je spoznal, da je ugotovil, da mora umreti na križu, tako njegovo poslanstvo na tem svetu. Zakaj se je potem poročil z Marijo Magdaleno? Zakaj ni storil tega, kar je rekel, da mora storiti? Ne, da želi, ampak da mora, ker je spoznal, da to mora narediti. Ta zgodba je smiselna v luči širšega zgodovinskega razmisleka o pojavu Jezusa Kristusa in vsega njegovega delovanja na tem svetu. Kajti, če njegovo delovanje na tem svetu ni revolucionarno, ni vredno piškavega oreha, potem je banalno. Potem je pač eden od množice prerokov, ki jih je bilo takrat, kakor hočete,
hip prodaje ljudem vsak svoje blago, pridigajo, moralizirajo, razmišljajo in tako dalje in tako dalje. Nobenega razloga ni, da bi ravno on, Jezus namreč, izstopal in bil drugačen od vseh ostalih prerokov, ali pa, da bi mu pripisali kakšno posebno modrost, ki jo je izrekel, modrost, ki jo ne bi izrekli pred njim, stoletja pred njim, Aristotel in Sokrat in Parmenid in Platon in drugi in tako dalje. Jezus ni povedal čisto nič takega, kar bi bistveno razsvetljevalo ljudi, takrat pa tega ne bi že povedali recimo grški filozofi, pa tudi drugi. Obstaja torej velika verjetnost, da je imel preprosto prav, ko je rekel, ugotovil sem, spoznal sem, po premisleku sem prišel do spoznanja, kaj moram narediti. Lahko da njegovi apostoli in učenci niso tega razumeli, ali pa njim ni bilo čisto jasno, v glavnem so bili nepismeni, bili so nešolani in tako dalje in tako dalje. Ampak Juda je to gotovo saj sprejel, če že razumel ni. Šel bom za tabo, ne razumem čisto dobro, kam greš, pa zakaj tako mora biti, kot praviš, ampak sem pa pripravljen iti za teboj. To zgodbo, ali pa ta princip, to načelo, do katerega smo prišli, moramo zdaj uporabiti pri razmisleku, kdo je potem Marija Magdalena kot učenec, kot učenka Jezusa Kristusa. Recimo, da je pismena. Ne vemo, ali je. Recimo, da je. Recimo, da vsaj toliko kot Juda razume, da Jezus nekaj hoče, da ni prišel zgolj na špancir, da ima poslanstvo. In ne samo, da on nekaj hoče, nekaj želi, naprimer kot moški, naprimer od nje kot ženske, ampak več, da ve, da je nekaj preprosto v tistem svetu takrat treba narediti. Kar seveda pomeni, da učenci ob tem, kar je treba narediti, ne morejo biti brezbrižni, ker drugače niso vredni svojega učitelja. Učitelj reče, tole je treba narediti, ali pa tole bom jaz naredil, učenci pa rečejo prav in grejo domov. To so slabi učenci, so nikakršni učenci. Dobri učenci bi rekli, ok, pouči nas, ne razumemo čisto dobro, ne vemo, kaj hočeš povedati, malo se nam zdi, malo se nam sanja, najbrž je nekaj na tem, ampak pouči nas, povej nam še kaj, da bomo razumeli. Ker hočemo biti ob tebi, želimo biti ob tebi, se drugače mi smo tvoji učenci. Torej gre za odnos. Učenci zaradi takega odnosa ne morejo biti brezbrižni do svojega učitelja. Ravno nasprotno je res. Kot sem že rekel, učenec je po definiciji nekdo, ki se hoče učiti od nekoga drugega, naprimer od svojega učitelja. Če pa se hoče učiti, potem je logično, da želi biti zraven, da želi poslušati, kar ima povedati učitelj in da poskuša tisto, kar mu učitelj pove, tudi razumeti, oziroma ne samo razumeti, zgoditi se mora še nekaj drugega. Če kot učenci nekaj po dolgem času, naprimer, po trdem delu, discipliniranem delu, končno dojamemo, če nekaj zares razumemo, se zgodi tole. Ne glede na to, ali se v tistem trenutku tega zavedamo ali ne. Ni pomembno, ali vemo, kaj se je zgodilo ali ne. Se je nekaj že zgodilo. In to je ključno pri vsej zadevi. Zgodilo se namreč tole. Ko nekaj zares razumemo, je to nekaj že spremenilo nas sami. To nekaj je, ta današnja nevroznanost to lahko objektivno dokaže,
To nekaj je spremenilo naše nevronske mreže, to nekaj je spremenilo naše telo. Telo uboga možgan, sledi možganov. In to nekaj je spremenilo našo dušo. Tudi če mi ne vemo tega, ali se v tistem trenutku tega še ne zavedamo. Ko smo nekaj dojeli, smo že drugačni. Če pa smo že drugačni, pomeni, da se že vedemo drugače, da se obnašamo drugače, da delujemo drugače, da razmišljamo drugače, da čustvujemo drugače, da vstopamo v drugačne odnose kot pred tem. To je zelo preprosto in logično. Drugače je, če nečesa še ne razumemo čisto dobro. Zgolj vemo, da nekaj obstaja, nekaj smo se naučili, naprimer na pamet, ampak to še ni moglo spremeniti nas samih. Se pravi, učenje definitivno je spreminjanje nas samih. In ko se mi spreminjamo, že vplivamo na druge, na nek način že silimo druge, da se tudi oni spreminjajo. Ker ne more biti drugače. Če se jaz drugače obnašam kot včeraj, do svoje žene, do svojih otrok, do svojih prijateljev in tako naprej, bodo oni to zaznali. Logično je, da bodo zaznali. Začutili bodo, da je nekaj drugače. In seveda na to spremembo se bodo odzvali, tako ali drugače. Lahko bodo rekli, briga mene, jaz bom še naprej tak, kot sem bil do zdaj, ali pa naredijo kaj drugega. Ne? Ampak v vsakem primeru nekaj morajo narediti. V trenutku, ko je moje vedenje drugačno, je pravzaprav že na delu neka sila, ki vpliva na vse, s katerimi pridem v stik. Lahko jo oni to silo zavrnajo. Lahko jo. Jaz govorim samo, da obstaja. Nujno obstaja. Zdaj, rekli smo že, da je med njim in njo, ukvarjamo se z Marijo Magdaleno in Jezusom Kristusom, odnos. In z lahkoto smemo trditi, da je ta odnos ljubezenski. Še preden rečemo kaj takega, kar je rekel Dan Brown. Še ne pomeni, da se bo nekaj poročilo si po vrsti. Ljubezen je nekaj, o čemer bi rad govoril v nadaljevanju. Kaj namreč to sploh je? Kakšen odnos, naprimer med dvema, je ljubezen? In Freud, naprimer, je pokazal, da je tudi vsak odnos med učencem in učiteljem, med otrokom in vzgojiteljem, otrokom in staršem in tako naprej, ljubezenski. Ljubezenski, zato je na mestu vprašanje, kaj ljubezen potem sploh je, kaj to je. In zakaj je tako pomembna? Zakaj je pravzaprav ne samo, da je pomembna, ampak zakaj je kar nujna? Ko govorimo o njem in o njej, o moškem in ženski, zaradi mene, seveda, to lahko tudi pomeni kaj drugega. Jaz imam velik težav s tem. Lahko sta to dva geja, dva transvestita, dve prostitutki, meni vsem. Kdo empirično je zdaj on, pa kdo empirično je ona. Okay? Zdaj tudi gospod ni rekel mož in žena, mati in si je rekel on. Kaj je torej ljubezen? Odgovor na to vprašanje je osupljivo preprost. Ga je pa ekstremno težko dojeti do take stopnje, kot sem rekel prej, ki nas spremeni. In da ne bi bil preveč pameten, pa da ne bi vsiljeval vtisak, kako pameten sem, bom... Sej to je zanimivo, veste, v kapitalizmu pa mogoče še zlasti. Kako se igrajo z našo pametjo v vsakdanjem življenju. To je neverjetno pravzaprav. Z lahkoto, ampak to je stvar neke druge zgodbe, se lahko prepričamo, da je za razmišljanje zmožen čisto vsak človek. Če ste se kdaj ukvarjali z razvojno psihologijo, ali pa če se boste ali pa takega,
z lahkoto vidite, kako znajo razmišljati enoletni otroci, 2-letni, 3-letni, tako naprej. Ampak nas, naprimer odrasle ljudi, pa tudi otroke, že v vrtcih, v šolah, skušajo prepričati na najrazličnejše načine, da boš biti pameten, da bi lahko kaj razumel, dojel, kolikokrat rečejo učitelji, recimo, otrokom, da so neumni. Ali uporabi to besedo, ali pa kakšno drugo za vse. Ali pa starši svojim otrokom, ti vodka ne moreš razumeti tega, pa ti pa še premejver in tako dalje, tako dalje. In v tem je veliko nasilja, namreč za razmišljanje je zmožen vsak in v tem smislu je vsak človek že pameten. Danes živimo v takem svetu, da se recimo, ljudje tudi hvalijo, nekateri hodijo prav s tablicami ali s papirčki, z dokazi. Ne. So mi izračunali, da je moj IQ 154. Ne. To je tako smešno, da ni vredno niti komentirati. Torej, ja, in v tem smislu bi lahko nadaljevali našo zgodbo, ne da bi se morali dokazovati, kako blazno pametni smo. Ne gre za to. Gre pa za nekaj, kar je težko. Kljub temu, ne, da smo neumni, ampak kljub temu, in o tem bomo govorili, težko dojeti. Citat. Na začetku knjižice, zelo majhna knjižica, drobna knjižica, ne vem, mogoče ima kakšnih 70 strani, Alain Badiou v knjižici z naslovom Hvalnica ljubezni citira, navaja francoskega pesnika Rimbaud iz druge polovice 19. stoletja. Arthur Rimbaud zapiše tole. In Alain Badiou je filozof, ki se mu zdi vredno citirati, kar reče ta pesnik 100 in še nekaj let nazaj. Reče namreč nekaj skrajno preprostega. Nekaj, kar je na prvi pogled razumljivo vsakomur, pa vendar ni. In sicer reče Rimbaud, ljubezen terja invencijo, oziroma še bolj natančno, reinvencijo. V slovenščini to pomeni vnovično odkritje nečesa. Ljubezen torej ni nič drugega kot nekaj, kar terja od ljudi iznajdbo nečesa, oziroma novo iznajdbo nečesa. Še enkrat je treba nekaj iznajti. Prvi odgovor na vprašanje, kaj je samo ljubezen. Zato ljubezen ne more biti nekaj, česar se naučimo. Še najmanj iz knjig. Zato ljubezen ni nekaj, kar bi bilo povezano z zadovoljevanjem želja ali potreb. Tega človeka zelo ljubim, zato bom zadovoljeval njegove želje, ali pa njene. Pa obratno, če me ljubiš, boš zadovoljeval moje potrebe, moje želje in tako naprej. To nima z ljubeznijo nobene zveze. Lahko da zadovoljujemo želje in potrebe drug drugega, kar je lahko čisto fajn. Ampak z ljubeznijo to nima nobene neposredne in resne zveze. Ljubezen terja dva. Človek ne more ljubiti samega sebe. Lahko, ampak temu rečemo narcizem. Tudi to nima zveze z ljubeznijo. Terja dva. In od dveh, na primer od njega in od nje, terja invencijo nečesa. Odkritje nečesa. Kreativnost. Ljubezen terja kreativnost. Kaj odkrijemo ali ustvarimo še enkrat, ko trdimo, naprimer, da ljubimo nekoga ali pa ko dva drug za drugega trdita, da se ljubita? Prvi odgovor sem že podal in to je, odkrijemo, ustvarimo na novo, še enkrat, samo ljubezen.
Kar seveda pomeni, da je ni mogoče ponavljati. Tako, ko sta se ljubila ona dva, se bova pa zdaj še mi dva. Ne gre. Mi dva od naju ljubezen terja, da odkrijeva, da novo ustvariva ljubezen. Če se vrnemo k Mariji Magdaleni in Jezusu Kristusu v času, v katerem živita. To niso enostavni časi, se tudi danes niso, ampak niso preprosti časi. In Jezusovo poslanstvo ni nekaj, kar bi takrat zlasti seveda zastopniki oblasti, ne judovski duhovniki, še manj pa rimski vojaki, z lahkoto sprejeli. Ampak je nekaj, česar ne razumejo čisto dobro in se sprašujejo, kot sem že prej omenil, kaj hoče Jezus Kristus, kaj bi rad, zakaj počne to, kar počne. Zagotovo bi nekaj bi rad dosegel. A je to revolucija, a je to upor Judov proti rimskim zavojevalcem, ali kaj. In seveda zdaj že lahko povežemo, če rečemo, da ljubezen nekaj terja. Od, naprimer, dveh, ki trdita, da se ljubita, če terja, imata dolžnost. Zato ljubezen ni enostavna. Ker se, seveda, moramo vprašati, moja dolžnost, da storim kaj? Kaj ne naredim? A ni zadosti, da rečem drugemu, da ga ljubim? Ne, ni. Ker potem, ko ga ljubim, ko rečem, da ga ljubim, zdaj treba nekaj narediti. Nekaj početi, na nek način se obnašati. In če ljubezen terja nekaj novega, kaj je to novo? Kako naj vem, kaj pomeni ljubiti drugega človeka? A ne zadošča, da zadovoljim njegove želje, da sem mu všeč, da on zadovolji moje, da... Ne zadošča. V takem obdobju, v takem času, kot živita Marija Magdalena in Jezus Kristus, je to še bolj pereče. Marija se mora vprašati, ne samo kaj bi Jezus rad, zakaj je prišel, kaj hoče in tako naprej, ampak se mora tudi vprašati, kaj hoče od mene. Če sem jaz njegov učenec, če sem jaz njegova učenka, kaj hoče od mene? Kako naj ugotovim, kaj hoče, da za njim ponavljam to, ko on reče, da se na pamet učim njegove stavke, ali kaj? Kaj hoče? In kaj moram jaz hoteti? Zdaj pa pustimo zadevo v mačkem primeru, pa se prestavimo nekam drugam. Na polje epistemologije. K vprašanju, povezava med tem vprašanjem in tem, do česar smo ravno kar prišli, je osupljiva in je fenomenalna. Gre za preprosto vprašanje, ki si ga zastavljamo velikokrat in tudi, kar lahko bi rekel, da je v znanosti kar popularno. Namreč gre za vprašanje, kaj je realnost. Kaj to sploh je? Ko rečemo, da živimo v realnosti, ali pa rečemo, da smo realni, ali pa ko rečemo, da je nekaj objektivno res, ali pa ko prepričujemo drugega, da mi že vemo, kaj realnost je, da se drugi moti in tako dalje in tako dalje. V zadnjih desetletjih, recimo, so se ti razmisleki, ta vprašanja razvila že do take mere, da je danes pogost odgovor na vprašanje, kaj je realnost, kot jo zaznavamo vsak dan in tako naprej, zelo enostaven. In sicer pravijo številni, da je to iluzija. Da pravzaprav živimo v iluzijah. Da smo mi sami nekakšne iluzije, ali pa da smo neki hologrami, ali pa da je naše vesolje izdelek super zmogljive, super razvite civilizacije, ki z nekakšnimi gigantskimi računalniki pravzaprav simulira naš svet in smo mi zgolj delčki nekih programov in tako dalje in tako dalje. In to mi razpravljajo zelo resni ljudje o tem, ne kakšni šarlatani. Jaz bi se zadržal pri enem zelo resnem razmisleku, se mi je res zelo dober,
dober razmislek, zelo produktiven. In spet, nisem jaz avtor tega razmisleka. Avtor tega razmisleka je ugleden britanski matematik Roger Penrose, ki se že desetletje dolgo med drugim ukvarja tudi z vprašanjem, kako misliti zavest. Kako je sploh zavest možna? Kaj se dogaja na mikro ali pa morda celo na nano ravni v človekovih možganih, da bi prišli malo bliže do odgovorov, najprej ni samo eden, na vprašanje, kaj zavest sploh je, kaj jo generira, kako je sploh možna. No, to je eno od področij, s katerim se ukvarja, in v nekem razgovoru je na vprašanje, kaj je realnost, ponudil tale odgovor, ki je po mojem zelo prepričljiv in dober, kar pomeni, da je produktiven, da lahko skozi razmišljanje o njegovem odgovoru pridemo do zelo zanimivih novih idej o realnosti, v kateri sicer domnevno živimo. Spontani odziv človeka, večine ljudi, na vprašanje, kaj je realnost, je, da je realnost fizična, empirična, vse povsod okrog nas je, in da je to nekaj, kar na primer opisujejo naravoslovne znanosti. In da je to pravzaprav bolj ali manj že tudi konec zgodbe, da se ni več kaj spraševati, kaj realnost je. Če imam ta kozarec v roko, z lahkoto rečem, da imam pač v roki kozarec, ne pa papigo, in da je tole tukaj pred menoj miza in da o tem ni kaj dosti za razpravljati, da me pa detajli, iz česa je ta miza narejena, ne zanimajo, da bo to povedal kakšen kemik, mogoče kakšen fizik, ki bo znal razložiti, iz kakšnih atomov je to narejeno. Za vsakdanje življenje to preprosto ne zanima. Mene samo zanima, da je to miza in konec. Pa vendar niti približno ni tako. Gotovo se lahko, vsaj začasno, strinjamo, da obstaja fizična realnost. Ta nam je sorazmerno blizu. Ideja o fizični realnosti nam je sorazmerno blizu. Vendar obstajata vsaj še dve realnosti na enako objektiven in nesporen način kot fizična realnost. Nič manj realni nista ti dve realnosti, nič manj objektivni nista, nič manj nenavadni nista, na vse zadnje. In sicer obstaja matematična realnost. Ne matematika, s katero opisujemo fizično realnost, ampak matematična realnost z objekti, o katerih razpravljajo, pišejo, razmišljajo matematiki. In ob tem je gotovo zanimivo razmišljati, zakaj se zdi, da fizična realnost, vsakdanja realnost, tako natančno ustreza vsaj nekaterim matematičnim spoznanjem, oziroma zakaj z matematiko lahko tako dobro opisujemo fizično realnost. In na enako objektiven način obstaja mentalna realnost. Mentalna realnost, ki je zelo malo povezana z našo zavestjo, ali drugače, zavest je zelo majhen del mentalne realnosti.
samo to razmišljanje o treh realnostih morda še ni tako osupljivo, bolj osupljivo je nekaj drugega in hkrati je tudi pomembno za našo zgodbo o ljubezni, čeprav se mogoče na prvi pogled to še ne vidi. Z matematičnim jezikom, z jezikom matematike, lahko zelo natančno opisujemo fizično realnost, vendar v matematiki z lahkoto pokažejo, da zadošča majhen del matematične realnosti, s katero opisujemo fizično realnost. Velik del matematične realnosti, realnosti matematike, ki nima z fizično realnostjo tako rekoč nobene zveze, za katero se zdi, kot da obstaja sama po sebi. In Roger Penrose pravi, da je to svojevrstna skrivnost. Zakaj je tako? Se lahko sprašujemo. Do podobne ugotovitve pridemo, če razmišljamo o fizični realnosti. Velikanski del fizične realnosti ni v nikakršni povezavi z mentalno realnostjo. Zvezde nimajo nobene zavesti in nobene mentalne realnosti, ne živijo v mentalni realnosti. In medzvezdni prostor, ki pa itak predstavlja velikansko večino prostora, itak praznina. Nima nobene zavesti in ne moremo pripisati mentalne realnosti, vsaj ne konsistentni način. In tudi tale knjiga nima, naprimer, ne živijo v mentalni realnosti in ta kozarc tudi ne, in tale očala tudi ne, in tale steber tudi ne, in tako dalje, kar pomeni, da je mentalna realnost samo v enem majhnem segmentu del fizične realnosti, velikanski del fizične realnosti nima zavesti in nobeni zvezi z mentalno realnostjo. Luni in Soncu in Marsu in Jupitru in tako naprej je popolnoma vseeno, kakšna je naša mentalna realnost ali pa to, kar mi imenujemo mentalna realnost. In seveda je tudi mentalna realnost, s pomočjo katere ali pa v kateri lahko matematiki vsaj, mi ostali, ker ne znamo dovolj matematike manj, razmišljamo o matematični realnosti, se ukvarjamo z matematiko, razvijamo in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Roger Penrose pravi, da so prepleti med temi tremi realnostmi vsaj skrivnostni oziroma vsaj zanimivi, ker jih čisto dobro ne razumemo. In ne moremo reči, kako so med seboj povezane in ne znamo odgovoriti na vprašanje, kako je lahko nastala mentalna realnost v fizični realnosti, ki je nesporno obstajala prej, kako je fizična realnost, kako so atomi, molekule in tako naprej proizvedle mentalno realnost in kako jo še danes generirajo, recimo, s pomočjo naših možganov. Zakaj je to prepletanje realnosti, treh realnosti, pomembno za razumevanje ljubezni, o kateri govorimo, med Jezusom, Kristusom in Marijo Magdaleno? Lahko rečemo, da je njun odnos, paradigmatski odnos za razumevanje ljubezni. Zdaj že verjetno vidite, da je razmišljanje o tem, da se Jezus in Marija poročita, imata otroke, preprosto trivialno. Tudi če je res, tudi če se to zares zgodilo, je preprosto nepomembno za samo pojmovanje ljubezni, o tem pa govorimo tukaj. Če je torej ljubezen nujno nekaj, kar terja reinvencijo, ne terja samo ponovne iznajdbe ljubezni, se pravi novega odgovora na vprašanje, kako se ljubiti,
med seboj, ampak terja še neko drugo kreacijo, še neko drugo invencijo. In to je natanko tisto, kar zagovarja Alain Badiou. In to je nova možnost za drugačno realnost. Realnost, bodi si fizična, bodi si mentalna, bodi si matematična, niti približno ni nekaj, kar bi mi v celoti razumeli, znali pojasniti, znali misliti in tako dalje, ampak ostaja skrivnost. In povezave med realnostmi in glede tega se strinjam z matematikom, so skrivnosti. In ravno zato, ker so skrivnosti, je možna kreativnost, je možno ustvariti nove možnosti, ne samo za razumevanje realnosti, ene, druge ali tretje, ampak tudi za kreiranje novih realnosti, novih načinov, kako se prepletajo med seboj matematična realnost, fizikalna realnost, fizična realnost in mentalna realnost. Ljubezen je zaradi tega nujno radikalna, oziroma lahko rečemo, da je revolucionarna, ker ne terja zgolj invencije, iznajdbe novih odnosov med ljudmi, vsaj med ljudmi, ki trdijo, da se ljubijo, ampak terja kar iznajdbo nove realnosti, oziroma novih realnosti. Terja iznajdbo novih možnosti, kako lahko ljudje skupaj živimo. Vsaj takrat, ko trdimo, da se ljubimo. Kakšne medsebojne odnose lahko vstopamo. Pravi, ljubezen je nujno kreativna. Če pa je kreativna, potem je seveda tudi prej ali slej, če si bomo vzeli dovolj časa in če bomo vztrajali v takem odnosu, v katerem drugemu rečemo, da ga ljubimo in on reče, da ljubi nas, če bomo torej vztrajali, se bo prej ali izkazalo, da je res radikalna, ne samo za naju dva, ki to trdiva, ampak nujno tudi za občestvo, v katerem živiva, ker ne živiva vsak na svojem planetu, oziroma živiva v vakuumu. Torej je ljubezen nujno tudi zahteva, ne samo, da mi dva iznajdeva nov način, kako lahko živiva skupaj, kakšne medsebojne odnose stopamo in tako naprej, ampak je tudi zahteva, ki se razširi, ki se mora razširiti na celotno občestvo. Dva, ki se ljubita torej, sta v resnici revolucionarji, ki ponujata občestvu novo možnost medsebojnih odnosov, drugačnih medsebojnih odnosov. In seveda, kot sem že prej rekel, v trenutku, ko to vzamemo zares, če spreminjamo sebe, da bi ustvarili nove, drugačne medsebojne odnose, s tem nujno, vsaj dolgoročno, spreminjamo občestvo. Preprosto ne more biti drugače. Zato je vztrajnost ali zvestoba tako zelo pomembna. Morda zlasti v času, v katerem živimo, ko se zdi, kot da ravno zvestoba ni pomembna. Kot da je pomembno, da se svet nenehno spreminja, da se ljudje nenehno spreminjajo, da se vse nenehno spreminja. Danes se zdi, kot da je popolnoma nepomembno, da bi bil človek čemu zvest. Zdi se celo paradoksno sicer, da je danes človek zvest ravno takrat, ko ni ničemu zvest. Ko se vse nenehno spreminja, on se spreminja, zamenjuje svoje identitete, tako kot srajco, ali pa srajce, ne, se zameniš jih več, ne samo eno, in tako dalje, in tako dalje. Ne. Ko se zdi, da pravzaprav odnosi med ljudmi ali niso niti pomembni, ali niso vredni, ker zadoščajo stiki ali pa
to, da se vsake kvatre dobimo ali pa vidimo prek Facebooka ali pa prek Skypa ali pa ne vem katerih digitalnih umestnikov, zdi se, da je tako. Se jaz ne trdim, da je. Trdim pa, da se zdi, da je tako. Da se ustvarja vtis v mentalnem prostoru, v mentalnih prostorih, kot da je to, kar sta verjetno Jezus in Marija Magdalena sprejemala kot nekaj danega, ker takrat pač to velevala tradicija, namreč, da si zvest, da gojiš odnos, da vztrajaš, tako naprej. Kot da je danes to nekaj, kar več ne velja, kar je staromodno, kar je preprosto nepomembno. To, kar tisti, ki smo se poročili, naprimer, tisti, ki se še bodo, ali tisti, ki so se, recimo, kadarkoli, v resnici izrečajo pred pričami. Pred pričami smo izrekli skupaj v dobrem in slabem. Do smrti, naprimer. Tisti, ki smo se poročili, smo to obljubili. Drugemu človeku, ki sta zraven nas, za katerega smo rekli, da ga ljubimo. In smo rekli, ja. Ali ti, bla, 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 obljubljaš, da boš. Ja. Zdaj, če si obljubil, potem pa bodi. To je logično. To ni nič zdaj izmišljenega, pa butaskega. To logično sledi. S tem pa, to zvestobo in z rekel, to nujnostjo po reinvenciji pridemo do ključnega elementa ljubezni in vsake revolucionarne prakse, morda zlasti danes. Že prej na začetku sem nakazal, zakaj gre, oziroma sem spregovoril o tem, ko sem rekel, da je, glede na zapise v Sveti knjigi, ki trdijo, da je v ključnih trenutkih Jezusovega življenja ob njem Marija Magdalena. To je križanje, se pravi umiranje, in potem, ko odkrije prazen grob, ko gresta oba moška učenca domov, tako piše, Marija pa ostane. In vemo, da se ji potem tudi prikaže Jezus Kristus, za katerega najprej misli, da je vrtnar. In ga vpraša, oziroma on jo vpraša, zakaj joka, in ona mu pove, da pač Jezusa ni tam, kjer ne. In potem jo on reče, sej, kaj pa misliš, to sem jaz, ne? In potem ona vzklikne, rabuni, moj učitelj. In potem jo on reče, noli me tangere, ne dotikaj se me, pojdi ka ostalim in jim povej, kaj si videla. Torej je sklep tale. Poglejmo najprej, kaj se dogaja. Zdaj, glede to, da jaz nimam ure, če me lahko nekdo upozori, ko moram iti, da mi reče, zdaj pa pejt, ker je pač to ura. Torej, poglejmo, kakšni so prevladujoči načini vedenja, ki jih lahko opazujemo vsak dan. Nekaj takih pomembnih, ker bom potem poskušal pripeljati zadevo še do nekega drugega razmisleka, ki bo morda uvod v naslednje srečanje. V vsakdanjem življenju je pogosto videti, da se ljudje bodisi ne pogovarjamo med seboj, o tem sem že večkrat govoril, o strašni potrebi po pogovarjanju danes med ljudmi. In da se pogosto, ko se ne pogovarjajo, obnašajo na tale način. Drug drugega skušajo v nekaj prepričati. Pogosto tako, da nekaj zatrjujejo
in seveda trdijo, da imajo prav. Kar seveda logično pomeni, da oni drugi, ki pa tudi nekaj zatrjuje, nima prav. No in potem se prej ali slej v nami spopad in če gledate kakšne okrogle mize ali kakšne debate na televiziji, se to zgodi po natanko 23 sekundah. In potem tisti ubogi voditelj samo še gleda ping-pong in poskuša meriti in reči, čas nam je potekel, dajte umirite se in tako dalje. Ni vedno tako, pogosto pa je. Ljudje so očitno navajeni na to, da se pravzaprav odzivajo paranoično drug na drugega. Zakaj imam jaz potrebo, da drugmu nekaj dokažem? Zakaj? Saj on že ve nekaj. Njemu je že nekaj dokazano. Njemu je že nekdo drug dokazal, pa se je zanj dokazal. Odkot nam potreba, da se skozi nekaj dokazujemo? Zlasti pa, da imamo bolj prav kot oni drugi. Meni se bi to osupljivo. Zakaj to rabimo? Kaj imamo od tega? Razne slabe volje, stresa, konfliktov, sporov in tako dalje. Drug pogost način vedenja ljudi je, da poskušajo uveljavljati pred drugim, ali pa pred drugimi ljudmi, svojo identiteto. To, kar imenujemo pač identiteta drugega človeka. Zdaj, da poskušajo na nek način drugega človeka prepričati, da so to, kar mislijo, da so. Ali pa, da so res to, kar naj bi oni drugi mislili, da so. Zelo zapletene zadeve. Zakaj bi imel jaz potrebo, da vas prepričujem, da sem to, kar bi jaz red mislil, da vi mislite, da jaz sem. Ampak zdi se, da imajo ljudje to potrebo. Da nekaj dokazujejo, da ne slučajno mislijo, da jaz nisem tisto, ker sem. Ok, dobro, jaz zdaj mislim, da ti si, kar misliš, da bi jaz moral misliti, da ti si. Kaj pa zdaj? Ok, se strinjam, prav, si to, kar... Ampak, kaj pa zdaj, ne? Lej, če ti to toliko pomeni, ja, lej, se strinjam, da si... Ne? Ampak seveda zadeva ni tako komična, če se to dogaja med ljudmi, ki so si blizu. Ker če ste se dva blizu in trdita, recimo, da se ljubita in sta, ne vem, ujeta v enosobno stanovanje, pa garsonjera, kar je še boljše, ne? Pa nastane resen problem. Kaj pa zdaj, ne? Ker potem se mora eno makniti, nekaj mora iti, ne? Če nima kam iti, potem morate biti skupaj in potem, ne, pa priporočilih beremo, ne vem, sekiro, pa ustrelil nekoga. To so resne zadeve, ker ima zelo resne posledice. Ampak v nekem smislu izhaja iz te čudne potrebe, da si skozi nekaj dokazujemo in skozi hočemo drugega prepričati v nekaj. In včasih nam je lahko tudi v takih situacijah zelo slabo, če nas drugi preseneti, ne, recimo, če se obnaša približno inteligentno, tako kot virus HIV. Ne. Če se človek obnaša približno inteligentno na tako željo drugega človeka, da bi dokazal nekaj, preprosto reče, ja, lej, se strinjam. Ja, ne moraš kar tako, ne, malo mi ugovarjaj, povej, kaj je svoje mnenje, pa ne moraš se kar strinjati, ne. Po eni strani so to zelo zabavne zadeve, po drugi strani pa tragične, ne. Ok, pa ti meni povej, a hočeš, da se strinjam, ali ne, povej, kaj hočeš, no. In s tem pridemo do zelo resnega vprašanja, saj, a dejansko on sploh ve, kaj hoče. Kaj ti rad meni dokazal? 45 minut mi nekaj že razlagaš, pa kaj hočeš s tem dokazati? In zakaj je zate toliko pomembno, da se jaz strinjam s tem? Se mi da lahko prešparava samo, pa se strinjam že vnaprej. Se pravi, jaz se že vnaprej strinjam, ne pa mi razpiva eno pivo, ne, gremo na sprehod. Ne pa, da se meriva moči in toliko ur in so na koncu oba izčrpana in se sprašujem, pa smo mi nas zdaj sploh dokazovala drugemu. Zdaj, če poskušamo iz tega, kar sem zdaj na koncu povedal, povedal sem pravzaprav tole. Če poskušamo razmišljati iz tega, pridem do zelo zanimivih razmislekov. Pomeni za naše vsakdanje življenje. Namreč, če bi dal provizoričen, zelo preprost začetni odgovor na vprašanje, zakaj vztraja Marija Magdalena
ko Jezus umira. Zakaj je zraven? Zakaj je zraven ob človeku, ki očitno trpi? Njegova smrt je boleča. To je strašno umiranje. Krvaviš ure in ure in ure in pri polni zavesti si in nikamor ne more. To mora biti grozno. Zakaj je nekdo zraven? Kaj pa, če je prvi in preprost odgovor zaradi ljubezni? Kaj pa, če je preprosto tudi najboljši? In če je, potem je morda pravi čas, da rečemo, da je ljubezen, ki je zavezana reinvenciji, zvestobi, trajanju in tako dalje, neposredno povezana s trpljenjem drugega. To ne pomeni seveda, da mi nenehno zgolj trpimo. Ne mislim. Hočem reči nekaj drugega. Hočem reči, da je pravi preizkus ljubezni natanko trpljenje drugega. Da se lahko zelo hitro zgodi, da takrat, ko, rečemo, pod navednicami bi dal, ko zares potrebujemo drugega, in pa benga brez. Lahko rečemo, da je sorazmerno lahko ljubiti drugega, ko je vse fajn, ko smo vsi srečni, vse se zadovolji, vse lepo teče, vse je prijazno, zunaj lepo vreme, tako dalje. Kaj, če je pravi preizkus ljubezni natanko trpljenje drugega? In seveda, ker to velja za oba, je tudi moje trpljenje preizkus ljubezni drugega, oziroma tistega, ki pravi, da me ljubi. Trdim, da je ljubezen v osnovi povezana s trpljenjem. In ne mislim samo na trpljenje, kot je Jezusovo umiranje na križu. Ne mislim samo to. Trpljenje ima milijon oblik. In seveda v končni fazi je vsaj od nas smrten. In tega ne moramo zanikati. Če pa je možno tako razmišljati, potem seveda lahko tudi rečemo, da je ljubezen veliko več kot to, kar se zopet zdi, da je. In se mi zdi pomembno razlikovati med dvema besedama, med dvema načinoma vedenja ljudi v povezavi z ljubeznijo oziroma s trpljenjem. Namreč gre za sodelovanje in solidarnost. Sodelovanje je izraz, ki je moden celo v času, ko živimo, se zdi, da je to nekaj, kar slišimo na vsakem koraku, kako je pomembno sodelovati in sodelovati z drugimi ljudmi in v timih in biti kreativen, da bomo uspeli in bla, 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 bla. Skozi sodelujemo in skozi nas nagovarjamo in sodelujemo in dobro je sodelovati in fajn je sodelovati in pa je sodeluj z njim. Hkrati se pa več čez garbamo in tako smo prej govorili. To so zelo zanimive zadeve. In se zdi, da kar ubogamo, sodelovati, bomo sodelovali. In to je včasih prignano do takih absurdnih posledic, da se zdi, da bi morali sodelovati tudi ljudje, ki se sploh ne marajo. Morajo sodelovati ljudje, ki se sovražijo. Sem ti rekel, da ga sovražim. A ne bi ti še enkrat premislil, da je mogoče bi pa imel kaj od tega, če bi sodeloval z njim? Ne bi, če ga sovražim. Ta ideja, ideologija celo sodelovanja je včasih prignana res do absurda. In se v tem ljudje trudijo sodelovati, čeprav nimajo absolutno nič od tega. Ljubezen ni sodelovanje. Ljubezen, če je povezana z trpljenjem drugega, je lahko samo nekaj drugega in to je solidarnost. Biti solidaren z drugim je čisto nekaj drugega kot sodelovati. Če jaz sodelujem z nekom, ga v končni fazi lahko tudi mi gre lahko na živce. In ga pač prenašam, se še 20 minut pa gremo, še tole v redu, ne bo za dobro, ne vem česa ali pa ne vem koga, potem pa nič več. Solidarnost je nekaj drugega. Solidarnost pomeni vztrajati z drugim ob njem, zlasti v trenutkih največjih preizkušenj. Kar pomeni takrat, ko mi iz nekega funkcionalnega, vsakdanjega zornega kota gledano, ne bi bilo treba. Marija Magdalena kamot domov. Jezus bo umrl tudi brez nje. Zagotovo bo umrl. Če bo ona tam ali pa ne. Ne moremo pomagati, ne moremo česar narediti, lahko gre domov.
ampak ne gre. Prav obstaja meja, onkraj katere nečesa kratko malo ne naredimo. Zakaj? Zaradi ljubezni. Smo pripravljeni ustrajati tudi za ceno, tudi za visoko ceno, celo včasih za ceno lastnega življenja. In s tem pridemo v bistvu na začetek. Kaj hoče Jezus? Kaj on spozna? Zakaj on reče, da je spoznal, da je ugotovil, da mora umreti? To je njegovo poslanstvo. Prvi odgovor, zdravorazumski, bi bil, le stari, niti treba, zakaj, če zmešam. Ti si pameten človek, mi bi te radi imeli še 50 let, da bo še kaj pametnega povedal, moj biče, kaj še čudiš narediš, še koga ozdraviš, ali kaj podobnega, morate kar umreti. To je zelo preprost odgovor. Pa vendar bi Jezus ustrajal, da je to spoznal in da bo to storil no matter what. In tisti, ki ga resnično ljubi, se z njim ne poroči, ampak ustraja z njim v tem poslanstvu. In seveda, zaključek tega je nadaljevanje, je odgovor na vprašanje, ki smo ga tudi že zastavili. Kaj Marija Magdalena po Jezusovi smrti, ko vidi, da ni več telesa, trupla tam, kjer bi moralo biti, spozna, če že ni prej spoznala, kaj dokončno doume. Nekaj zelo preprostega. Da ima tudi ona poslanstvo kot njegova učenka. Da nadaljuje poslanstvo. Ne seveda tako, kot je to storil Jezus, ampak tako, kot terja ljubezen. Kot reinvencijo. Kot ona mora na nov način izpeljati poslanstvo kot učenka, ne? Da ponovi za Jezusom. Natanko zaradi ljubezni. Sedaj iz zgodovine vemo, da se nažalost ravno to ni zgodilo. V trenutku, ko je nastala inštitucija, torej cerkev kot inštitucija, leta 313, ki jo je ustoličil general. Konstantin je bil general, preden je bil imperator. Je seveda s to zgodbo konec. S to zgodbo, ki je zgodba o ljubezni, rekel bi celo zlasti o ljubezni med njo in njim, in v tem smislu je bila morda Marija Magdalena res najljubši Jezusov učenec, ampak ne kot seksualni partner ali kot bodoča soproga in mati njegovih otrok, ampak kot nosilka poslanstva, mandata, simbolnega mandata. Če so hoteli kristjani, prvotni kristjani po Kristusovi smrti širiti gibanje in so bili družbeno gibanje. Če so hoteli biti zvesti temu, kar je učil Jezus Kristus, potem so morali biti revolucionarji. To je logična, nujna posledica iz začetne trditve, da so ljubili, če so, seveda, Jezusa Kristusa. Ampak, če so vsaj enkrat rekli, da ga ljubijo, potem so bili že zavezani. Tem je ključna simbola razsežnost človeškega bitja. Trenutko, ko nekomu rečete ljubim te, ni več koraka nazaj. Lahko da seveda ga naredite, lahko da stisnete rep med noge, lahko da rečete, to sem sam tako rekel, v slabem trenutku. Vse to lahko naredimo, seveda lahko. Ampak kljub temu smo zavezani. Objektivno smo zavezani temu, kar smo rekli. In nekdo bi nas vedno znova lahko prijel za besedo. To si rekel, potem se pa še obnašati skladno s tem. Zakaj je to lahko tako, še zadnji komentar, pomembno v svetu, v katerem živimo? V katerem, na primer, rešujemo kapitalizem, čeprav dokazano ni dobro za večino ljudi, ni koristen,
je uničujoč, za večino ljudi uničujoč. Rečemo lahko takole. Če sem že prej rekel, da je v sedanjem življenju pogost, vedno, pogosto pa se odnos med ljudmi tak, da poskušajo drugega nekaj prepričati se dokazati in tako dalje, potem je vredno razmisliti o nečem, kar poznate, gotovo ste to slišali že 1000-krat, pa vendar je pomembno. Kajti, če smo to, kar bo zdaj povedal, zares dojeli, ampak res dojeli, nas je to že spremenilo. Smo že drugačni ljudje. Če pa nismo, potem je pa vredno še enkrat razmisliti, če res dobro razumemo, kaj to pomeni. Obstajajo 4 razsežnosti, 4 dimenzije, 4 pomembne dimenzije, lahko da obstajajo še druge. Te so zagotovo pomembne v naših medsebojnih odnosih. 4 pomembne koordinate naših medsebojnih odnosov obstajajo zato, ker moramo živeti drug z drugim, ker nimamo nobene druge možnosti. Prva razsežnost je dialog. Ključna značilnost dialoga, recimo med dvema, pa ni, da eden poskuša prepričati drugega, ali pa, da se postavite vsak na svoje strani, rečeta, moja teza je taka, drugi reče, moja teza je pa taka, no, zdaj se pa greva dialog. To ni bistveno za dialog. Lahko da je tudi tako empirično, ampak to ni bistveno za dialog. Bistveno za dialog, da je dialog res sploh možen, je, da sem sposoben poslušati, kaj mi drugi govori. Če imam jaz svojo tezo, drugi človek ima pa svojo, ki je drugačna od moje, potem pravzaprav sploh ni treba, da se poslušava. Potem pač vsak vleče svojo in poskuša čim več časa imeti zase in živeti v iluziji, da je morda prepričal drugega, če ga pa ni, je pa on itak butast. To nima mene zveze z dialogom. Dialog poteka takrat, ko, in to bi bilo zanimivo, ampak to se ne uporablja, to se samo v kakšnih psiholoških, psihoterapevtskih in drugih krogih uporablja. Celo da vprašate drugega človeka, a si mi ti sploh poslušal? A mi ti sploh poslušaš? A mi lahko poveš, recimo, o čem sem zdaj sploh govoril? Zveni malo mehanično, ampak princip se mi zdi pa dober. In seveda šele, ko poslušam drugega človeka, da ga sploh slišim, se lahko odzovem. Lahko, da zgrešim, lahko, da sem pač glede česa zmotil in tako naprej, ampak se zato pa imamo dialog. Mi pogosto živimo ravno obratno obliko dialoga. Jaz skušam prepričati tebe, ti pa mene. Pravi dialog se začne tako, da jaz poskušam poslušati tebe, ti pa seveda pol mene. V pravem dialogu je pravzaprav veliko tišine, veliko poslušanja. Če pa govorimo drug čez drugega, se ne moramo poslušati. Dialog. Druga razsežnost koordinata naših medsebojnih odnosov, oziroma tega, kar lahko imamo med seboj, ne tega, kar že tako ali tako imamo, ampak tega, kar bi še lahko imeli, vedno je možno še kaj novega iznajti, ustvariti in tako naprej, je, spet bi rad opozoril na en zelo preprost obrat. Zopet se v sedanjem življenju smo se naučili, navadili smo se, da poskušamo v odnosih z drugimi, v pogovorih z drugimi in tako naprej, biti, pač verjamemo, da smo, biti
objektivni. Pravi, prepričati drugega, da je to, v kar bi ga radi prepričali, objektivno res. In da mi vemo, da je to res objektivno. Kar seveda je zelo koristno in smiselno in dobro v kakšnem znanstvenem simpoziju, v kakšnem kongresu, na kakšnem seminarju, ne vem, na faksu, na izpitu in tako naprej, gotovo. V vsakdanjem življenju pa mislim, da je neka druga razsežnost lahko bistveno pomembnejša od te. Namreč zelo težko je nekaj objektivno dokazati. Na tem temelji znanost. Ekstremno težko. Zato se tudi znanstveniki morajo truditi dolgo časa, preden so sploh v stanju, da rečejo, da je kakšna stvar objektivna. Spomnite se pred časom, ko se je pojavila novica, da so dokazali fiziki, mislim, da je šlo za nevtrino, da potuje hitreje od svetlobe. Ja, pa so zmotili. In potem so, pa smo naredili tisoče preizkusov in ponovitev in preverjali, ne vem koliko znanstvenikov po celem svetu je to preverjalo, ne vem koliko časa. Nazadnje se je izkazalo nekaj, da človek skoraj pade od smeha na zadnjo plat, neko stikalo, ne vem kaj je nekdo pozabil vklopiti, ali nekaj v tem smislu je bilo narobe. Ampak preden so sploh upali v javnost z to trditvijo, so preverili to, verjetno na stotine ljudi to preverjalo, ne vem koliko časa. Ker je seveda prav, pa še so se zmotili. Mi smo pripravljeni v 2 minutah trditi, da je nekaj res, zato ker ne vem, na Wikipediji piše, ali pa mi je soseda rekla, ali pa v Delu je pisalo, ali pa stara mama mi je zadnjič povedala. To je tako daleč, ampak kljub temu to nenehno ponavljamo. In se zdi, da skušamo druge prepričati, da mi imamo pa zagotovo objektivno res. Psihologi so že zdavnaj dokazali. Dokazali so nič kolikokrat, da je naša percepcija, ne samo nas spomin, naša percepcija se preprosto zaznava. Tako selektivna in tako popačena, da če se znajdete v takem eksperimentu in posnamejo s kamero, naprimer, kaj ste videli, vas kap. Ampak ker je na kameri, ker je na traku, tam težko ugovarjate, da ni res. Če bi pa to človek trdil, ste se pripravljeni pa mogoče celo stepsli, ni tako, bom pa ja vedel. Jaz se spomnim, ko smo delali tako vajo, ne vem, kje na letniku prvem, drugem na psihologiji. In je profesor, tisto mu je res ratal, moram reči, očitno je imel dogovor, da bo svet njegove ure nekdo vstopil v predavalnico, izustil 3 stavke in odšel. In res je to zgodilo. In potem nas profesor povprašal, vsakega posebej, naj napišemo, kaj se je tiste 20 sekund, ne vem, pol minute, nekoliko časa je bil noter, kaj smo videli. To ne morate verjeti, toliko, da niso bili noter marsovci, krokodili, žirafe, kar hočete. V glavnem pa nič od tistega, kar je res bilo. Kako je bil oblečen, spol nekak je še šlo, kakšne lase je imel, da ne govorimo, kaj je rekel. Tudi približno noben druga, že percepcija je to ne tako selektivna, ampak ne, mi smo pripravljeni, pa ja, vedel se je. Ni tako, preprosto pošpari sapo, se pravi spet. Zanimivo je logiko obrniti in poskušati razmišljati, kaj bi se zgodilo, naprimer med nami, če bi uveljavljali neko drugačno logiko, drugačen princip v naših medsebojnih odnosih in to je namesto objektivno je to res, bom pa že vedel, subjektivnost. Kar pomeni, meni se zdi, čisto možno, da se motim, mogoče je tako, vprašanje pa če je, o tem pravzaprav ne vem nič, ali pa komaj kaj, Wikipedija baš ni zanesljiv vir, da bi se na njega skliceval in tako dalje. Kaj dobite že na čist preprosti ravni, na prvem razgovoru, zaradi mene, na prvi gostilni, pri prvi kavi? Think about it.
znajo zadeve biti zelo zanimive. Tretja razsežnost, tretja koordinata, čisto pragmatična, vsakdanja, enostavna in tako dalje. Seveda, zopet smo tako vzgojeni, glavno smo tako vzgojeni, seveda, mnogokrat je to čisto vredno, čisto prav, ne? Da poskušamo biti zelo, zelo formalni in seveda pogosto je to super, krasno in Bog vari, da ne bi bilo tako. Pa vendar je vredno razmisliti tudi o neki drugi razsežnosti. Tisti, ki ste bili danes tukaj pred začetkom tega predavanja, ste bili lahko priča, mogoče je to tudi posneto, jaz ne vem, če je, sem rekel, da se posname, pa ne vem, če je, priča enemu zanimivemu dogodku. Gospa je prišla semle in je rekla, to poletje sem postala bolj pogumna, kot sem bila že spomladi, ne, kaj takega, ne. In potem je rekla, oziroma ne vem, če je rekla, ne vem, če je to rekla, v glavnem pa se objela, no, ker je ona to nekako želela. Okay. To je bilo zelo neformalno, mi da se ne poznava, se vem, kdo je gospa. Pa vendar se je to zgodilo, tukaj, nekaj, da se bo, ki ste to videli, v javnem prostoru. In niti slučajno ne mislim, da bi bila moja žena prizadeta, če bi to videla. Itak ji bom povedal. Temu rečemo neformalnost. Čisto preprosta neformalnost. Prav je, da smo formalni, da se držimo kodeksov, pravil igre, super. O tem sploh ne razpravljam. Trdim samo, da je lahko zelo, zelo koristno, če o tej dimenziji, tej razsežnosti razmislimo in se morda iz tega česa naučimo. In še četrta razsežnost. Četrta dimenzija tega, kar imamo lahko med seboj. Pravim, kar bi lahko imeli med seboj. Ogromno je še tega, kar bi lahko imeli med seboj, če bi se, recimo, malo potrudili, če malo razmislili, če bi se malo ukvarjali s temi zadevami. In treba veliko, malo. Ker tega, kar že imamo med seboj, je seveda veliko in zdaj, če to ponavljamo in ponavljamo, tegne biti včasih dolgočasno in duhomorno in nezanimivo in tako naprej tega, kaj dosti tem nimamo, lahko pa ponudimo kaj novega. Katera je ta četrta razsežnost? Uvod v to četrto razsežnost je ideja, s katero se bomo ukvarjali naslednjič, ko bomo razmišljali o nekem drugem paru, ki je živel približno 1000 let pozneje, kot Marija Magdalena in Jezus Kristus, v 11. stoletju, ko se rojeva srednjeveški intelektualec. In to sta Pierre Abelard, Peter Abelard in Eloisa. Uvod v to je neka zahteva. Zakaj pa ne? Danes smo že razpravljali, kaj zahteva, kaj terja ljubezen. Gre za neko zahtevo, ki je povezana z samo naravo filozofije. Alain Badiou nekje čisto preprosto zapiše, da je filozofiranje, da je filozofija način razmišljanja, ki terja od tistega, ki se ga hoče lotiti, štiri vloge, štiri identitete. Na prvi pogled se zdi zelo velikanski projekt, pa ni, v resnici ni, in so razmerno preprosti. Kdor se hoče ukvarjati s filozofijo, pravi Badiou, mora biti umetnik, mora biti
ljubimec, mora biti vsaj vedoželjen, bomo rekli, da mora biti znanstvenik, vsaj vedoželjen, mora hoteti vedeti in mora biti družbeni aktivist. To so 4 zahteve, brez katerih ni nobene resne filozofije in strinjam se s tem, kar pravi Alain Badiou. In to je uvod v 4. razsežnost našega vsakdanjega življenja in to je najprej razmislek, kaj se lahko zgodi med nami, kakšne nove možnosti lahko ustvarimo za medsebojne odnose, če vsaj kdaj poskušamo ne objektivno opisovati svet, in tako naprej, smo že prej videli, kako je to problematično, ampak če poskušamo sporočiti, prenesti drugemu človeku ali celo drugim ljudem, tudi v javnosti, to, česar se najbolj bojimo in za kar smo prepričani, da je najbolje ohraniti zase. In to je lastno trpljenje, ki ga ponavadi torej želimo zadržati. Jezus trpi vsem na očeh. To je nesporno res. Vsaj vseh, ki so bili zraven, ali pa ki bi hoteli zraven, skratka vsakdo je lahko prišel zraven. Namesto da se poskušamo prikazovati drugim ljudem, kako smo zdravi, fit, močni, nepremagljivi, neuničljivi in tako dalje, kar tudi počnemo. Celo živimo v svetu, v katerem se je vse to spremenilo v ideologijo. Pokvari drugemu človeku pokazati, da se kje šibak ali pa ranljiv ali pa celo